Znanost je ena najpomembnejših ekonomskih in družbenih razvojnih dejavnosti v civilizacijskem napredku. Še posebno danes je potrebno zavedanje, da živimo v času, ki bo nepozaben. Tako rekoč dnevno sledimo spremembam, ki jih pogojujejo inovacije. V ospredju pozornosti znanstvene skupnosti in tudi najširše javnosti so zadnja leta bila gotovo orodja umetne inteligence, za katere še danes ocenjujejo, da gre za revolucionarni napredek v razvoju. Posebni pogoji razvoja, oplemeniteni z inovativnostjo, pa pišejo nove scenarije tudi globalne družbe, ki jo označujemo spet pika nič, ki naj bi usmerjala pot v prihodnost. Da pa razvoj področja znanosti ni vedno premočrten, zahteva veliko truda, intelektualne discipline, učenja in časa, pogosto v letih, včasih tudi v desetletjih ali pa še več. V nekaterih vidikih tega razmisleka želimo spregovoriti danes v omizju, ki ga osredotočamo predvsem na poznavanje posameznikov ali skupin, ki svoje delo v znanosti usmerjajo na novosti, inovacije, ki naj bi imele večjo družbeno in ekonomsko korist. V ospredje postavljamo sklad za tehnološke inovacije Vesna, ki je s Kemijskim inštitutom sklenil sporazum o strateškem sodelovanju. Gre za sklad tveganega kapitala, ki ga zanima prenos tehnologij iz znanstvenih inštitucij na trg in možnost komercializacije. K pogovoru smo zato povabili tudi magistro Nino Dremelj, vodilno partnerico sklada. Svoje raziskovalno delo, ki bo sledilo omenjenemu razvoju in komercializaciji, pa bodo predstavili raziskovalci, ki bodo spregovorili tudi o odnosu do raziskovanja, vnemi in težavah, s katerimi se soočajo. To so dr. Andrej Perdih, dr. Luka Suhadolnik in dr. Blaž Tratnik. Lep pozdrav vsem skupaj. Magistra Dremelj, najprej seveda me zanima, kakšen potencial pa imajo inovacije iz akademskega okolja za reševanje družbenih problemov? Jaz bi tako rekla, da dejansko ne sama Evropa, tudi Slovenija kot taka se je začela soočati z enim dejstvom, in to je, da dejansko edini atribut ali pa edino sredstvo, ki ga bomo imeli v Evropi kot taki, seveda tudi v Sloveniji, bodo inovacije. Kar pomeni, da znanstveno-raziskovalna sfera močno vstopa v ospredje, ne sme biti zanemarjena, ne sme biti spregledana. Na drugi strani nam je korona naredila gromozansko uslugo, ko delamo in gledamo relacijo znanstveno-raziskovalnih del, saj nam je pokazala sledeče. A, da lahko zelo hitro odreagiramo, da zato niso več potrebni 10-letni cikli, da najdemo rešitev. B, da se je narod začel ukvarjati z dejansko vprašanjem obstoja človeštva in kako bomo živeli v prihodnje. In tretje, da so hitre rešitve lahko zelo hitro implementirane na trg in dejansko uporabljene, kljub temu, da gre za zapletene procese in procedure. S tem je ne samo Slovenija, tudi Evropa pokazala, da velikokrat preveč kompliciramo birokratsko in da prenos tehnologij znanja v komercializacijo lahko pomeni zelo gladek prehod in da to je možno. Kar pa pomeni, da za naš sklad trenutno v Sloveniji, na Hrvaškem, to sta dve tržišči, ki jih pokrivamo, samo dobro. Trg je začel brbotati, ljudje so se opogumili, na drugi strani pa splošna javnost začenja in že podpira znanstveno-raziskovalno sfero in jo vidi v drugi luči. To je dobro, kar ste omenili, da gre pogosto za preveliko birokratizacijo. Kako se vi proti temu bojujete? Če se sploh lahko? Absolutno, da se. Glejte, v svetu startup sveta, bom tako rekla, zdaj, da razumemo, kaj startup pomeni, to so inovativna podjetja. To nič drugega ne pomeni kot inovativna, zelo hitro rastoča podjetja. Kamor pa spadajo tudi znanstveno-raziskovalne ideje, projekti in pa podjetja. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi ta podjetja so lahko zelo hitro rastoča, vendar imajo drugačno življenjsko pot. Da mi to lahko uresničimo, spravimo v življenje, predvsem pa izvlečemo iz znanstveno-raziskovalnega dela v samo podjetništvo, se pravi, oblikujemo podjetje, postavimo te zadeve na trg, je v Sloveniji potrebno ogromno birokracije. Mi to počnemo na tak način, da smo zelo vitki, se pravi, da tudi že na nivoju znanstveno-raziskovalnih inštitucij, s katerimi smo sklenili dogovore, poskušamo te postopke poenostaviti. Poenostavimo jih pa na način,
da ko gre za primere, za katere se zanima Vesna, imajo te drugačen utrip srca. Hitrejši postopki, vitkejši, hitrost odločanja, kar je ključno, ne samo na strani sklada, tudi na strani raziskovalne inštitucije, sodelovanje, ki je ključno za to, da lahko naredimo rast, da lahko naredimo sploh dejansko kakršenkoli uspeh, in na koncu, da se ta podjetniška miselnost že zelo zgodaj vkomponira in se poskuša te zapletene postopke od odpiranja podjetij dejansko ves čas izvajati na način, da mi bodočemu podjetniku, ki je seveda raziskovalec še danes, poenostavimo. Se pravi, da smo tam za njih, da jim dejansko podamo roko in da pomagamo ves čas menedžerirati ta proces. So pa stvari, katerim se mi birokratsko ne moremo izogniti, odpiranje podjetja, odpiranje bančnega računa in tako naprej. Lahko pa poenostavimo postopke vlaganja. No, ampak najbrž so tudi vprašanje, kako država sama kot taka s svojimi institucijami in pa sistemom vstopa v to, da bi se recimo ta birokratizacija nekoliko olajšala. To je zelo kompleksno pa široko vprašanje, ki bi terjalo po moje kar nekaj dni, da sedimo tukaj, ampak jaz bom rekla na tak način, država tukaj, pa če lahko rečemo, kot država, kot entiteta, deluje na obeh stranih. Eno je, da pač v naši vlagatelji, med drugim so tudi SID banka, Habor banka, to je Hrvaška razvojna banka, Evropski investicijski sklad kot glavni vlagatelji. To že pomeni premik države k spodbujanju tovrstnih zadev, kar je izredno pomemben mejnik. Smo tudi prvi sklad v zgodovini, ki je meddržavni med Hrvaško in Slovenijo. To je tudi pomemben mejnik. Se pravi, že tukaj smo birokratske ovire mogli spraviti na zelo nizek nivo. Ne? Na drugi strani je pa država podpornik tudi v tem, da se je zakonodaja v prid ne samo Vesne sklada, ampak vseh skladov, ki prihajajo in vsega financiranja izboljšala na način, da sedaj lahko znanstveno-raziskovalne javne inštitucije postajajo tudi družbeniki v podjetjih. Se pravi, imajo lahko lastniške deleže. Sedaj je ta stvar še v povojih, je še pripravljamo se te izvedbe, a ne vsi pripravljajo in tako naprej, terja nekaj kar procedurnih sprememb, ampak to, da imamo to možnost, je velik korak. Hrvaška na drugi strani to ima že urejeno in brez problema vstopa v lastniške strukture. Zakaj pa je to pomembno? Če si zdaj predstavljamo, da imamo tukaj 3 raziskovalce, ki imajo željo postati podjetniki, seveda, kaj si želijo, je, da ne bi plačevali licenčnine. Pa nič ni narobe z licenčnino, ampak, ko si ti v podjetju, ko ti vse resurse, ki jih imaš, vsa sredstva, ki jih bodi si že zaslužiš, vračaš nekam nazaj, si želiš, da jih ne bi. Zakaj? Zato, ker vse vračaš nazaj v podjetje, da hitreje raste. In vkolikor je znanstveno-raziskovalna inštitucija lahko sodružbenik, prispeva tudi k boljšemu potencialu in pa vrednosti tega podjetja. In na koncu, ko se zgodijo izhodi, ker se morajo, ker so to skladi in skladi naravno morajo iziti iz naložbe, pa takrat ta raziskovalna inštitucija lahko dobi bistveno večji delež pogače. In mi smo želeli, da se ne dogajajo primeri, kot so Cambridge pa Oxford, kjer dejansko inštitucije dobijo lastniški delež, potem se pa z tokimi rundami njihov delež tako zmanjša, da na koncu konkretno bilo pri Oxfordu, pri milijardnem exitu, a ne izhodu iz naložbe, ko so prodali zadevo, je Oxford dobil par 10 000 funtov. Ne. Tudi to je pomembno, se pravi, treba gledati več plasti. Ne. In država tukaj je velik podpornik, vidi se tudi, kaj se je zgodilo z Arisom. Na nas pa je, da v bistvu mi te stvari implementiramo in poskušamo na najboljši, bom temu rekla, pragmatičen način upeljati, pa dejansko narediti rešitve, kar so pač novo nastalo podjetja. Samo še tole, vi ste rekli, mislim, Vesna je sklad tveganega kapitala. Zanima me, kako ste se vi odločili, da greste recimo na področje znanosti in to dokaj visoko, tiste znanosti, ki dokaj visoko kotira. A gre to tudi recimo v trend, ki ga zdaj tako rekoč v teh časih Evropa stimulira, ker je, kolikor beremo, je v teh inovativnih projektih Evropa 25 let za Kitajsko in pa Ameriko. In se pravi, da treba to zelo spodbuditi, ljudi, ki imajo recimo tak potencial, hkrati pa so pripravljeni tu na tem mestu delati.
Ja, lejte, mi smo se s skladom, predno je sklad lansko leto julija zaživel, ukvarjali 4 leta. To ni bil projekt, ki se je zgodil čez noč. Zakaj smo se morali tako dolgo ukvarjati s tem? Zato, ker ni bilo ekosistema za takšen sklad. Kako smo pa vedeli, da ta stvar obstaja? Eno je, da kot vlagatelji smo ta gap, če pravi to vrzel, zaznavali že leta 2016-2017. Zakaj? Zato, ker so se vse privatne investicije poslovnih angelov in pa takratnih skladov, ki so bili sicer regijski v zaledju in so Slovenijo imeli kot enega od tržišča, z nekaj izjem malih privatnih naših skladov, nihče ni ukvarjal s tako imenovanim deep techom, se pravi temi globokimi tehnologijami iz raziskovalnih inštitucij. Zakaj? Zato, ker so terjale preveč financ. In mi kapitalsko nismo bili dovolj močni, da bi lahko to vrstne podjetnike podprli. To je bilo prva stvar. Drugo je, da je potem SID banka v skladu s tega, ko so gradili SEDGI platformo, to je ta velika platforma, na katero so pripeli več skladov in katerega Vesna je eden od njih, od teh skladov, so dejansko po analizi vrzeli ugotovili, da je med tem, ko se končajo javno financiranje zelo zgodne faze, TRL3, pa do tega, ko daš stvar na trg, globoka vrzel. Ni bilo financerjev, mi nismo imeli skladov, ki so bili dedicirani temu, poslovni angeli kapitalsko že za te faze niso dovolj močni, ko govorimo o deep techu. Tretje, vsi okoliški skladi smo bili mi samo še eden od trgov, ki so ga oni lahko gledali. In absolutno je lažje investirati doma, kot pa iti na tuj trg, zato ker hitreje zapreš investicijo. Na drugi strani ETH Zürich, potem nemški inštituti, pa Oxford, pa Cambridge, to počnejo že 1960-70 let. To ni nekaj novega. Mi smo v zaostanku, ker tega nismo adaptirali. In kaj počnejo? V bistvu uspešno licencirajo prenos intelektualne lastnine v komercializacijo. In zakaj je to pomembno? Zato, ker to je gonilo družbe. Vse te inovacije kasneje potem izidejo v nova podjetja, bodi si se pripojijo večjim igralcem, bodi si se prodajo igralcem, bodi si se to licencira po celem svetu. Zakaj pa Evropa na takem področju, kot je, pa zakaj zaostaja? Zato, ker nismo poskrbeli, da bi imeli doma na domačem ozemlju financiranje, ki bi omogočalo, da bi se prevzemi takšnih podjetij dogajali doma. Mi smo vse zelo dobrodušno tako izvozili v tujino, ampak tujino pomeni drugi kontinenti. Zdaj se je pa Evropa začela zavedati, da bo to treba počasi ustaviti, ker je to naš edini potencial. Ne pa pozabiti, da ta del Evrope, kjer je Slovenija, predvsem Slovenija, ima grozno velik tehnološki potencial. Mi smo v tujini bistveno bolj priznani, kot se pa sami doma znamo ceniti. Ena številka, ki je mogoče zelo pomembna, Slovenija ima 5% doktorantov, doktorskih nazivov ali pa kakorkoli ljudi z doktoratom na prebivalca. Svetovno povprečje je 1%. S tem, da ko pa pogledamo primerjavo, komercializacija tega intelektualne lastnine, tega IP-ja je pa 0,03%. To je zelo zanimivo. Ja, in to je ta globoka vrzel, kar pomeni, nihče od nas, ki smo na drugi strani tveganega kapitala, zakaj je tvegan? Zato, ker zahodimo v tako zelo zgodnje faze. Mi znanstvenike podpremo, ko smo v stopni TRL4, se pravi, ko imajo laboratorijski prototip, kjer te noben klasičen sklad ne bi tudi dotaknil, se te ne bi, ker si prerizičen. Vendar vsaki klasični skladi tveganega kapitala grejo v tako zelo zgodnih fazah v podjetje, da dejansko vlagajo v potencial tako produkta, kot pa predvsem ekipe, ki stoji za njimi. V ljudi vložijo. Koliko časa pa potem rabiš, da prideš do TRL9? Ja, gledajte, to je zelo odvisno, to je pa primer po primeru, zato je treba te stvari zelo strateško dobro nastaviti. To namreč dostikrat sprašuje. Ja, ampak to ni od nas odvisno. To je na koncu na strani raziskovalcev, mi jim pa pomagamo poslovno razmišljati. Naš sklad konkretno je malo netipičen. Klasičen venture sklad pride, pogleda, vidi potencial, finančno vloži denar in seveda potem te že spremlja, ampak ni tako imenovano, mi temu rečemo hands-on, ker ne more biti, ker ima portfelj. Mi v našem primeru ravno zaradi tega, ker delamo z znanstveniki, vemo, da potrebujemo ta pristop, ki je on the spot, se pravi hands-on, tako imenovan, kaj sploh slovenski prevod, dejansko, da si upleten v to,
kjer mi pomagamo z mentorji, z svetovalci iz celega sveta, od tega, da jim najdemo ljudi za člane ekipe, od tega, da imamo industrijske partnerje in tako naprej. Mi smo mogli okrog sklada zgraditi ekosistem, ki še vedno nastaja in je še vedno na začetku. Ampak celotno infrastrukturo, seveda, ker ti moraš, recimo, znanstvenik reče, jaz bi šel v podjetništvo. On ne ve, kako se tega lotiti, ker ni do danes dobil za to znanja. Ker slovenski šolski sistem podjetništva ne uči, z izjemo nekaterih predmetov na ekonomski fakulteti. In ljudje ne morejo imeti znanja in to je čist nam jasno in je vse s tem ok. Kaj mi naredimo, mi jih probamo opolnomočiti. Mi jim pripeljamo znanje, da te ljudje, ki pa imajo tisto iskrico strasti, da bi pa šli v to, da so popolnoma, bom temu rekla, da lažje spijo, da lahko se podajo na to pot. Te poti niso lahke, tudi mi ne pričakujemo, da bo vsak raziskovalec šel v podjetništvo, mogoče 1 na 1000, pa je v redu. Pa še nekaj, tudi pri nas v teh primerih, ko smo v zelo zgodnih fazah, v ta TRL 3 pa 4, tudi ideje, ki se ne bojo realizirale v podjetništvo, so ok in nihče ne bo sodil tega. Ker imamo mi naš finančni model nastavljen tako, da bomo tukaj dejansko imeli sprejem prej logiko. In to je zelo pomembno. To, da ne uspeš v venture svetu, ne velja za poraz. In Slovenci moramo tudi tukaj spremeniti mišljenje. Podjetništvo je super, je cool, dobro je biti podjetnik. Tako, kot je dobro še kaj drugega biti, ampak to je ok. In če nekaj ne uspeš, je tudi ok. Izraelci pravijo, da če do 30 leta 2-krat ne padeš v podjetništvu, nisi ok. Tako da moramo tudi na tem delati. No, je pa raziskovalci, tole, ker je magistrica Regnova povedala, kako je tista iskra, ki pride, da boš recimo top raziskovalec, pa še z njihovo pomočjo, recimo, tudi podjetnik rato. Andrej Perdih, tako sem prebrala, kaj je vaše delo, mislim, da na področju rakov delate, se pravi, Mitja Zoli za učinkovitejšo kemoterapijo. To mislim, da so seveda danes ta bolezen rakov, je karcinoma, je v ospredju, ker kakor beremo, je to tako rekoč epidemija zahodnega sveta. A nas lahko nekoliko malo bolj informirate, poveste, kaj je recimo pravzaprav to vaša ideja, kako ste prišli do tega? Ker tu je dosti dilem, kaj je potrebno, kaj je odveč. Tako rekoč tedensko vidimo pri tudi drugih raziskovalcih, kako s temi stvarmi se soočati in katero smer raziskovati. Ja, tako kot ste rekli, rak je nekako v porastu. Zdaj, mogoče v začetku ena taka zanimiva informacija, na svetu trenutno vsako leto umre okrog 60 milijonov ljudi. Kaj samo, Ja, toliko je približna številka. Od tega je 10 milijonov smrti direktno povezanih z rakom. To pomeni, da so vzrok rakava obolenja. Skoraj geometrično zaporedje, mislim, glede tega. Take številke da Svetovna zdravstvena organizacija. Tako da si predstavljamo obseg te bolezni in pomembno je vedeti, da je to res taka široka bolezen z veliko obrazi. In naše raziskave, v bistvu jaz sem računalniški kemik, torej se ukvarjam predvsem z simulacijami, torej ne delam v laboratoriju tako klasično, kot si mnogi predstavljajo, ampak večinoma z računalnikom z uporabo različnih tehnik. In sem nekje na začetku tega razvoja potencialnih novih molekul. In kar mi poskušamo... Zakaj? Molekul za zdravljenje raka, torej raka se da zdraviti na mnogo različnih načinov. Imamo te klasične kirurške, imamo obsevanje in imamo tudi zdravljenje z zdravili, tako najbolj splošno, ko se mu reče kemoterapija. Torej, kemoterapija ponavadi poskuša uničiti hitro deleče se celice. In to, bom rekel, ta pristop naslavljamo tudi mi v naših raziskavah. In sicer ga naslavljamo tako, da poskušamo najti molekule, ki bi, bom rekel,
ciljale na tarčo, ki se že uporablja v kemoterapiji, ampak način, kako se ta tarča cilja, vodi do mnogih stranskih učinkov. Eni stranski učinki so taki, ki so vedno povezani z rakavimi obolenji, določeni so pa povezani samo s tem, ko ciljamo tako in povzročajo tako imenovane sekundarne rake. Torej, rakovo obolenje, ki je rezultat zdravljenja raka. To pa se zgodi zaradi tega, ker se med zdravljenjem raka poškoduje tudi molekula DNA. In seveda se ne poškoduje samo v rakavih celicah, ampak v kakšnih drugih, pogosto v celicah kostnega mozga, in te sekundarni raki so predvsem krvni raki, recimo levkemije. In to se pojavlja kar pri velikemu procentu pacientov. No, in naša tarča je en tak, rečemo se mu encim, torej nek biološki katalizator, ki uravnava molekulo DNA. Torej uravnava, kako se ta molekula lahko zvija ali pa odvija, ker je, veste, da je molekula DNA dolga približno 2 metra, in jo moramo na neki mikronom spraviti. No, in uravnavanje teh različnih geometrijskih topoloških oblik ta naš encim, ki se z njim ukvarjamo, dela. In ta encim bi potem preprečil, recimo, pokvariti, recimo to. Ja, v bistvu hočemo ta proces pokvariti, zato da seveda tiste rakave celice umrejo, oziroma jih se nehajo širiti. Ampak, seveda, kot sem rekel, ta obstoječa zdravila, ki ciljajo na ta molekulski strojček, kot se mu reče, pa imajo, bom rekel, te stranske učinke, predvsem te sekundarne rake. Ker določene stranske učinke kemoterapije, kot so, recimo bruhanje, izpadanje las, driska, teh ne moramo nasloviti s tem, ampak te, ki so pa res kritične, ker se recimo ta knjiga, Belo se pere na 90. recimo lepo opisuje, kako gospa dobi po prvem zdravljenju raka še enkrat rako. To se pogosto lahko dogaja. Ni nujno, da prav zaradi ciljanja na te molekule, ampak to je ena velika težava. In naše raziskave poskušajo to tarčo nekako ustaviti na en drug način, da ne bi prišlo do teh poškodb DNA in posledično bi bile te molekule vključene v obstoječe kemoterapije in posledično bile nekako sprejemljivejše, varnejše za paciente. In te vitiazoli, ki so tudi predmet naše inovacije, so zelo spontano nastali kot del enega našega procesa, kar mi tudi kot raziskovalci radi delamo, torej načrtovanja enih molekul za to tarčo. In najprej smo dobili zelo dobre podatke na samem enzimu, da ga uspemo zavrti, da deluje tako, kot želimo. Potem smo pa z raziskovalnimi partnerji šli naprej. Najprej smo ugotovili, da v bistvu zavre kar veliko različnih rakavih celic brez poškodb DNA. Potem smo imeli pa srečo, smo v okviru Kemijskega inštituta obstaja en sklad NIKI, ki omogoča tistim, ki imajo kakšne inovacije, torej mi smo takrat tudi vložili patentno prijavo, dobiti sredstva za povečanje tega TLR-ja. Smo lahko financirali eno omejeno in vivo študijo na miškah, kjer smo jim vbrizgali torej te rakave celice in smo tako v kombinacijah kot v sami ugotovili kar dobre rezultate. Se pravi, da ste relativno že dokaj uspešni pri tem. Ja, veseli smo, da molekule delajo tako, kot želimo. Na teh višjih stopnjah potem je tudi malo sreče, ker je toliko faktorjev zraven, ali molekula dejansko pride do tarče, kako jo metabolizem spremeni, to se seveda da samo z eksperimentalnimi rezultati. In zato so tudi za nas ta sredstva pomembna, ker predklinična raziskave raka so nekaj, kar mi kot raziskovalci, mi smo dali idejo te molekule, ampak potem naprej je pa seveda naša želja, da bi mogoče pa šla molekula še dlje in seveda potrebujemo pomoč. A dovolite eno vprašanje, ki ga mi dostikrat dobimo, recimo pa seveda, jaz nisem strokovnjak za to, ampak recimo sprašujemo potem, kakšna je korelacija recimo med genetsko zasnovo in pa recimo potem pojavnostjo raka sploh. Ja, rak je taka bolezen z več obrazi, ki jo je zelo težko napovedati. Sicer se da statistično pogledati, kateri genetski dejavniki vplivajo, ker je kombinacija. Rak nastane lahko zaradi genetskih predispozicij,
pa prav tako zaradi vpliva okolja. Ne? To pomeni, in ta kombinacija je nekaj, kar je, bom rekel, zelo težko napovedati. Ne? V literaturi obstajajo zdaj že 3. članek zaporedoma, vsakih 10 let nekako izide, ki se mu reče značilnosti raka oziroma hallmarks of cancer, ki ga piše ena skupina raziskovalcev in poskuša dati te ključne značilnosti, ki jih morajo celice pridobiti, da ratajo rakave celice. Ne? In teh faktorjev je zmeraj več in zmeraj bolj kompleksni so, tako da dejansko je težko, bom rekel, to odgovoriti z nekim enoznačnim odgovorom. Težko je napovedati, so določeni dejavniki tveganja, ampak bom rekel, zagotovo napovedati, ali bo določena oseba dobila raka zaradi določene genetske predispozicije, se pa mislim, da ne da. No, ker recimo ravno pri teh vprašanjih je apologetov še in še, zlasti po mrežah in tako naprej, tudi literaturi. Ampak ravno zadnji, ne vem, mogoče mesec nisem pa prebrala, Angleži so na nek način sprožili vprašanje, zakaj se recimo pri mladih ženskah, tam 20-25 let, je ogromno raka na prsih. In ravno tu so oni potem ne toliko genetiko gledali, ampak recimo način življenja, hrane. Tako je. Skratka, celoten socializacijski proces tudi. Lahko sumite kaj, ali pa recimo neko, ste največ tudi vi to zasledili, ta podatek? Ja, torej, čisto konkretno te študije ne poznam, ampak dejansko je dejstvo, da če gledamo zunanje vplive, imamo tako imenovane karcinogene snovi. In zdaj, seveda, ko imamo v svetu ogromno, tako v prehrani, v kozmetiki, ogromno različnih kemikalij, ki so dodane zaradi različnih lastnosti, seveda te na določene populacije lahko vplivajo, ne, obstajajo in zagotovo je neka ta pojavnost lahko povezana čisto vzročno z nekim zunanjim dejavnikom, ki povzroči večjo karcinogenezo pri določeni populaciji. Tako da to me ne preseneča, da se kaj takega dogaja. To je zanimivo, ne mislim, ampak dela vam očitno ne bo zmanjkalo. Ne. Andrej Terpih, to mislim, dosta zanimiva reč, a ne mislim, ker se zlasti glede tega, te pojavnosti raka tiče, ne. Je zanimivo, ne? Mislim, da je vse bodisi strokovne, bodisi pa tudi bolj laične razlage, ne, so polne teh vprašanj. Koliko daleč ste vi recimo pri tem vašem delu? Mislite do tega, da bi bilo to zdravilo? Recimo s tem encimom, to, kar ste razlagali. Ja, trenutne raziskave so pokazale, bom rekel, da princip, ki smo ga želeli inkorporirati, deluje vsaj na nivoju, bom rekel, tem in vivo nivoju na miših. Torej, do tega nivoja nekako lahko pokažemo, da imajo te molekule zelo dober učinkovitost za manjšanje rakavega tkiva, po drugi strani ga pa tudi te miške dosti dobro prenašajo. Zdaj, in mehanizem delovanja, ne, je tudi kar dobro že razumljen, to pomeni, da vemo, kam se te molekule vežejo in kako delujejo. Zdaj pa seveda v tem ciklu načrtovanja učinkovin smo seveda še zelo na začetku. Obstaja zdaj veliko raziskav, ki so seveda še željene, da bi to prišlo do nekoga, ki bi bil pa pripravljen to tudi testirati v kliničnih študijah. Ne. No, ampak si velja recimo tudi vzeti v obzir to, kar je magistra Drenova rekla, ne mislim, če vi ste rekli, koliko, če jih od 100 en uspe. Če 1000 jih se odloči za podjetništvo, je v redu. Narabi so vsak. Raziskavami, o katerih zlasti zaradi tega, ker smo rekli, da je zdaj to na nek način epidemija zahodnega sveta, ne zlasti raki. Ne?
Ja, staranjem, zdaj se govori veliko o starostjo povezanih boleznih. Angleški izraz je ta age-associated diseases, ki preprosto raste incidenca, torej pojavnost s staranjem. Ne? In tudi rak je recimo ena taka bolezen. Dlje časa, ko živite, večja verjetnost je, da bo v vaših celicah nekaj šlo narobe, da se bo neka manjša količina v narekovajih osamosvojila in začela živeti kot rakave celice živijo. Ne? In en kup takih bolezni obstaja, poleg raka, ki se jih bo poskušal s časom bolj vzročno zdraviti. Ne? To je nek trend, se mi zdi, ki se bo s časom vedno bolj pojavljal. Zakaj mislite vzročno? Ja, poglejte, recimo starostjo povezane bolezni so naprimer tudi povišen krvni tlak, arterioskleroza, Alzheimerjeva bolezen, sladkorna bolezen tipa 2. Torej, če pogledamo učinkovine, ki se danes uporabljajo za zdravljenje teh bolezni, to niso učinkovine, ki naslavljajo vzrok, ampak samo blažijo rezultat nečesa v organizmu, ki je privedel do tega. Sam visok tlak, ki ga recimo nižamo pri visokem krvnem tlaku, ni bolezen, ampak je rezultat nekih sprememb, ki jih povzroči ponavadi staranje organizma. In nekako prihodnost, in tudi rak je recimo taka bolezen, ki se starostjo bolj pojavlja. No in nekako to je prihodnost v raziskavah in naslavljanje teh bolezni ali pa stanj, ki se pojavlja starostjo bolj vzročno. Ne? In jaz vidim tukaj prihodnost, veliko prihodnost raziskav na tem področju. Imamo še več takih raziskovalcev, ki bi recimo s tako vnemo in pa znanjem in seveda sposobnostmi iskali recimo take rezultate oziroma iskali način, kako družbo pripeljati čim bolj tako zdravo, starajočo in pa to. In pa rabimo seveda sklade, take, o kateri je magistra Dremljeva govorila. To so rizični skladi, ampak prepoznajo recimo te potenciale. Luka Suhadolnik, vi se pa tako, sem prebrala vašo študijo, napredni katalizatorji za učinkovitejše elektrolize. Gre za neko inovacijo za trajnostno prihodnost. Lahko nekaj o tem poveste? Ja, seveda, hvala. Mi se pa v bistvu na Kemijskem inštitutu ukvarjamo z razvojem novih materialov in te materiale uporabljamo kot katalizatorje za elektrolizerje. To pomeni, to je cepitev vode na vodik pa kisik in zdaj vodik je v tej brezogljični družbi vedno bolj popularen, ker se mora zgoditi to. In v bistvu so tudi vložki v to potem vedno večji, torej cela družba v bistvu želi iti v to smer. Zdaj, kaj pa mi delamo točno, je pa v bistvu, da če imamo obstoječe elektrolizerje, ki imamo sicer dve vrsti, v bistvu eni delajo v kislem mediju, drugi v alkalnem, in te, ki delajo v alkalnem, imajo precej nizko gostoto toka, pa te materiali, ki so narejeni, ki delujejo tam, niso dovolj učinkoviti. In postopki njihove izdelave niso nekako poceni, hitri in tako naprej. In v bistvu mi smo vložili patentno prijavo za nov postopek obdelave nekih komercialnih mrež iz zlitin in v bistvu z našim zelo hitrim, enostavnim pa poceni postopkom, ki ga je možno uporabiti za kakršnekoli velikosti teh mrež, kar pomeni, da lahko direktno integriramo v že obstoječo tehnologijo. V bistvu modificiramo to površino, torej gre za laser, ki modificira površino in potem material naredi bolj aktiven, pa zvečamo površino. In zato, ker kataliza, torej ta cepitev vode, reakcija vodika recimo, poteka na površini, v bistvu mi rabimo čim večjo površino, pa ta površina mora biti čim bolj aktivna, zato da lahko naredimo čim več vodika za čim manj vložene energije, torej elektrike. Zdaj z razvojem materialov se drugače že dolgo ukvarjam, na Kemijskem inštitutu sem... Vse materiali kot taki, to so sploh nekak top tema
novodobno. Ja, v bistvu jaz sem tudi študiral materialno metalurgijo na Naravoslovno-tehniški fakulteti in ja, pač brez materialov ni nič, no. Ni česar. Sploh kovinska industrija pa tako. Svetovne vojne za material. Povsod, ja. Tako da v bistvu materiali so nekaj ključnega, ampak če pa želiš priti iz tega laboratorija do komercializacije, pa ne smeš gledati samo na to, da boš nekaj naredil, kar je novo, ali pa da bo zelo dobro delal, ampak moraš v bistvu gledati še na vse ostale vidike. In mi smo razmišljali, kaj bi v bistvu naredili, kjer postopek bi bil primeren, da bi to lahko potem tudi scale-up naredili lažje in tako naprej, ker drugače ti slej kaj prej ustavi. V bistvu niso samo te birokratske ovire, ampak pol lahko prideš tudi do tehnoloških ovir. In zdaj, če že birokracija zahteva čas, pa pol še tehnologija več časa, pol podjetje dejansko ne gre dovolj hitro, ne. Ker mora pa iti dovolj hitro, prvič zaradi neke potrebe družbe, ker v bistvu pričakuje rezultate, drugič pa tudi, ne vem, če recimo dobiš investitorja, ki ga rabi za razvoj take tehnologije oziroma povišanje TRL-ja, pač pričakuje, da boš v nekem določenem času naredil ta preboj, ker drugače se njim ne bo povrnil, ne. Tako da, ja. Seveda posledično povezanost, ne. Kako pa vi ocenjujete, oziroma osebno, kako gledate na to vprašanje, to, kar ste rekli, ne? Treba je nekaj hitro narediti, ne? Ali pa recimo zdaj se o vodiku zelo govori, ne? Ker nas bo kao v nekaterih primerih rešil. Kako gledate na to, da seveda uporabnik ali pa ne vem, podjetje ali kakorkoli je nestrpen, kdaj boste pa kaj naredili, da bo seveda razvoju. Vse to velja enako recimo za rake, ne? Mislim, ker iščete te encime. Ne? Koliko to recimo, kako raziskovalci doživljate to nestrpnost, pogojno rečeno, ne? Nestrpnost. Ja. To hitrost, to nemo, ne? Razvoj mora iti naprej, ker drugače bomo obstali. V bistvu, tako, če si zdaj zgolj raziskovalec, ne čutiš neke hude presije. Ne, tega ni, ne? Ampak je pa res, da če imaš pa sam željo, da bi rad res nekaj naredil pa to, pa v bistvu sam sebe malo daješ pod pritisk, dajmo. In jaz mislim, da to tudi v bistvu rabaš za to notranje, ne zdaj za to zunanje, malo tudi, ampak bolj notranje, zato da delaš dovolj hitro. Ker če se nekaj samo počasi pač dela, pol ne pride do pravega rezultata, oziroma pride pač prepozno. Ker takrat, ko je priložnost, takrat je treba zagrabiti. In je treba iti pač naprej. In tudi, eden na 1000 raziskovalec naj bi pač, mislim, če eden pač gre v podjetje dobro, ampak v bistvu bilo lažje, mislim, da jih gre več, pa pol enemu uspe. Ali pa parim. Zato, ker pol je tudi ta pritisk, če govorimo, je pač manjši, tudi s tem. Ampak je pa treba pač imeti to notranjo moč, pa vnemo, da to delaš. Jaz drugače imam že startup podjetje, torej poleg tega, da sem raziskovalec, imam tudi nek startup podjetje, ampak to je bootstrapping, kar pomeni, da jaz v bistvu sam financiram to. Tako da ta podjetniški del poznam, pa me tudi zelo zanima. Ampak kot sem prej v bistvu, ne vem, če sem to dosti jasno povedal, da ko imaš neko tehnologijo, je znanost velikokrat zelo zakomplicirana. In zdaj, če je nekaj zelo težko narediti, ne vem, pa rabiš tako peč, pa plin, pa te pogoji, pa tle bojo te predpisi, pa tako naprej, je pa to zelo težko naprej spraviti. In zato je meni pač v tem trenutku všeč, da smo v bistvu to, kar smo zdaj zaščitili s patentno prijavo oziroma vložili, da je dovolj enostavno, da takih ovir ne bi bilo. To je eno. Drugo pa se mi zdi, ker dostikrat se recimo bodi si pri naročnikih ali pa sicer tudi pri raziskovalcih samih pojavlja to vprašanje, ne, vas je toliko in toliko na svetu. Ne. Obstaja nek latenten strah, da bo nekdo drug prej odkril nekaj, kar pa recimo vi.
Vi sami, recimo raziskovalci. To je eno, drugo pa seveda vedno morate gledati na tisti TRL9, ki daje nek tudi finančni izplen. Torej potem licence kupovati drugod. Vedno je možno, da nekdo drug sočasno dobi isto idejo, ampak pa je v bistvu na tej ekipi, ki to dobi, koliko hitro bo to izvedla in en bo prvi. In seveda je pa ekipa tudi zelo pomembna, da to naprej spelje. Pa ne samo ekipa, ampak tudi v bistvu financiranje. Pri tem se mora v bistvu vse poklopiti. No, mislim se, zato vas sprašujem, koliko je recimo, obstaja recimo neka vnema in pa hitrost, da neko stvar pripelješ do konca. Kot recimo okrog tega vodika, zakaj ne bi bili vi recimo prvi? Mislim, ja, seveda, vse se mora poklopiti, pa si lahko prvi, si lahko dovolj zgoden. Ker pa ni odvisno samo od različnih. Ne, od zelo veliko stvari. Ampak jaz mislim, da trenutno, kar se dogaja, mogoče izgleda slabo, ampak v Sloveniji mislim, da je zelo velik napredek to, da je Vesna sklad, pa da se povezuje z vsemi inštituti. Ker drugače v bistvu že proces, da odpreš podjetje, torej spin-out, spin-off iz inštituta. Jaz sem že parkrat, ker sem imel že druge podjetniške zgodbe, ne sem ta startup, ki ga imam zdaj, ampak to je kar težko, v bistvu. V bistvu te lahko take stvari tudi že prej ustavijo. Tako da zdaj Slovenija očitno gre na to, da bo hitrej, ker če si človek, ki ti v bistvu paše, da se hitrej stvari premikajo, mora biti v bistvu sistem, ki ti čim manjkrat reče, ne, zdaj boš pa, tole bo pa trajalo 1 leto, bomo mi. Ti pa veš, da kako, pa se jaz lahko hitrej nekaj, ki je zelo kompleksno v laboratoriju naredim, kakor par podpisov, pa pogodb, pa tako naprej, ker pa ti ni logično. Kako se soočate s tem? Nekaj tega je povedala že magistra Darilo naprej, ampak vi osebno, kako se soočate s tem, ali pa vaša skupina? Mislim, kako se soočamo. Iščeš drugo pot, ki ti v bistvu ustreza. Vedno moraš najti nekaj, da si ti zadovoljen. Zdaj bomo videli, kako se bo ta stvar izšla, torej Vesna sklad in tako, kako se bodo odločili. Ampak najti moraš nekaj, ki ti ustreza okolje. In za mene je to neko okolje, ki je hitro, to je pa v bistvu bolj podjetniško okolje, čeprav tudi kot znanstvenik lahko delaš na isti način. Pa se recimo ta stvar recimo v Sloveniji na nek način premika zdaj, da ne traja, kot se rekli, neko podpis, ne vem, čakaš mesec. Ampak da ta zadeva, mislim, da smo na nek način toliko se socializirali ali pa dojeli, mislim, hitrost tega časa, ki mora biti fleksibilen. Ja, jaz zdaj vidim, da s tem povezovanjem Vesna sklada z inštitucijami, da je to v bistvu ta korak, ki je bil že, ne vem, dolg sem že raziskovalec, skozi je bil v bistvu potreben. Ker kogarkoli sem videl, v bistvu je to dolgo trajalo, da si se vse dogovoril, ti pa rabiš energijo, da boš v bistvu druga področja, ki si specialist, pokril pa naredil dovolj dobro, da ti uspe. Če mogoče jaz samo dam komentar na to birokracijo, to hitrost teh postopkov pa vsega. Kako to mi vidimo na naši strani sklada, ker mogoče je samo ena stran, pa kljub vsemu. Zakaj so do danes lahko ti postopki bili tako dolgi, pa zakomplicirani, pa niso imeli nekega efekta? Zato, ker ni bilo naslednjega koraka. Ni bilo nekoga, ki bi potegnil, ki bi dal finance in tako naprej. V bistvu so bili, znanstveno-raziskovalni svet je bil vpet v nek kalup, kjer se je raziskovalo, kjer so se finance dobile preko nekih javnih razpisov, kar je odlično, za zelo zgodne bazične raziskave, kjer se je potencialno dalo dobiti nekaj financiranja v tujini skozi Horizon projekte in podobne, in EIC in tako naprej. Ampak doma pa ni bilo tistega naslednjega puša, Se pravi, zdaj pa treba odreagirati, zdaj pa denar je tukaj. In ko se je pojavil naš sklad, smo malo smo zatresli v ta ekosistem, v pozitivnem smislu. Ker mi pa zdaj, če bomo nekoga čakali 9 mesecev na raziskovalno razvojni inštituciji, se nam bo ta dober case ušel. In si mi kot, zdaj podjetniki, poslovneži tega ne moremo privoščiti. In zato tudi malo dejansko ves čas tako porivaš stvari,
Ampak jaz lahko rečem konkretno o Kemijskem inštitutu, ki smo danes tukaj, gostujemo. Mi odlično delamo z njimi. Mi smo zelo dobro zaprli prvo investicijo, to je v podjetje MyCall, kjer zdaj zelo dobro delamo naprej, ker smo ves ta ekosistemski benefit unovčili na tem, da ekipi pomagamo. In zdaj dejansko imamo 4 nove potencialne projekte, ki smo jih imeli predstavljene prejšnjo sredo. In zdaj se dejansko odločamo o njih in bomo dali zelo hitro povratno informacijo. In potem je treba odreagirati. Je res, da tudi na naši strani smo samo ljudje in je treba svoje delo oddelati, zato ker se moraš obnašati kot dober gospodar. Ampak ne moramo pa čakati 9 mesecev pa 1 leto. V tem času si človek premisli, življenjske situacije se spremenijo, na trgu se stvari spremenijo. Konec koncev, tako kot smo se prej pogovarjali, pride konkurenca, kar je zelo dobro. Ni treba biti vedno prvi. Je zelo dobro, če je konkurenca, to pomeni, da je potreba na trgu. Se lahko direktno ali pa ne direktno, ampak to je odlično, da se veliko različnih koncev sveta znanstvenih ukvarja z istim problemom. To pomeni, da je neka huda lakota. Tako da mi to tako vidimo. Mislim pa, da zdaj skozi čas, skozi kar nekaj prog, ki jih bomo skupaj pretekli, bomo pa tudi videli, kaj lahko še izboljšamo kot sklad, kaj lahko izboljšamo v samem ekosistemu z komponento sklada in pa kaj dejansko bolj raziskovalci še lahko več dobijo na nivoju raziskovalnih inštitucij, predvsem pisarn za tehnološki transfer. A se potem raziskovalci obetate boljše čase, bom rekla, s tem, ko je recimo sklad Vesna, na nek način igro spremenil. Ja, definitivno raziskovalci, ki jih zanima podjetništvo, oziroma ki nas zanima, gremo pač v boljše čase. Ampak jaz mislim, da v bistvu kdorkoli, če pač okolje, da se na eni stvari pokaže, da je lahko bolj odzivno, pa mislim, da tudi druge stvari pač lahko sledijo in to je pozitivno. Tudi recimo pri medicini ali oziroma rakih konkretno, ker vi delate. Ja, seveda. Predvsem zaradi tega, ker naše inovacije imajo mogoče majčkeno specifike, da končni produkt lahko sfinancirajo potem samo farmacevtske industrije, ki financirajo te klinične študije. Ampak da dobimo, bom rekel, izdelek ali pa podatke, ki jih pa privabijo, pa nujno encim, ki ga iščete. Lastnosti, ki jih te molekule imajo na ta encim, pa je potrebno mnogo eksperimentov in v bistvu tudi same raziskovalne inštitucije prvič dostikrat nimajo ekspertiz in obstaja pa zelo veliko takih tudi tako imenovanih pogodbenih organizacij, ki delajo to imenovano predklinično onkologijo, ki da zadosti informacij, da neka taka farmacevtska firma se potem lahko odloči in potem prevzame to intelektualno lastnino in potem naredi tisti zadnji korak. In dejansko mi smo že v okviru tega neki projekta, ki ga je imel Kemijski inštitut, lahko dobili neka sredstva, da smo to inovacijo, v bistvu, da smo zdaj še bolj samozavestni, da imamo nekaj, bom rekel, kar se splača naprej nadaljevati. Tako da, seveda ta sredstva so nujna, posebej v akademskem našem okolju. Ja, ki je bolj zahtevno, v končni konsekvenci, mislim, gre za recimo zdravo družbo, v vsakem primeru, bodisi glede vodika ali pa recimo tudi vašega tega encima ali pa kakorkoli rečemo. Blaž Tratnik, vi delate tam v tem centru za razvoj, demonstracijo in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij, ponujate nek koncept in pa neke priložnosti. To je seveda okolje, ki je danes tudi na nek način top tema ali pa, bom rekla, zaskrbljujoče področje glede našega prihodnjega življenja človeštva. Ja, res je. Mislim, da najprej bi rad poudaril, da ta center, če smo s kartico uporabljali DUPT, je trenutno še v fazi vzpostavitve. Torej, trenutno smo v fazi adaptacije samega prostora za vso opremo, ki bo pač prispela in bo uporabljena za bolj proizvodnjo nekih oziroma oblikovanje nekih končnih produktov. Je pa res, da so baterije trenutno zelo popularna tematika že kar nekaj let. Celo ena izmed
top agent Evropske unije in Evropske komisije. In se kar strinjam, no, so v bistvu zelo pomembne, da se nekako probamo izogniti oziroma odvaditi uporabe teh fosilnih goriv in da preklopimo na bolj čiste vire energije. Ne. No, ravno pri tem vprašanju se mi zdi, da se kar lomijo neka stališča, ne. Eni so, mislim, dokaj pogosti, ne, ali pa glasni, opomini, da seveda z baterijami vedno ne bo šlo, ne, da se tudi teh surovih, ne, uporabniki, da se ne bomo mogli na nek način. Ja, to je sicer res. Baterije za čisto vsako aplikacijo mogoče res niso najbolj primerne. Večinoma, ko pač omenjamo baterije, govorimo o nekem transportu. Se pravi, največkrat se omenjajo neka električna vozila. To je že v bistvu zelo dobro skomercializirano, že vse skupaj dobro poteka. Mogoče malo večje vprašanje je pol, sploh kar se tiče mobilnosti. Veliko idej se poraja tudi, da bi recimo potekala elektrifikacija letalskega prometa oziroma pač transporta po vodi, da bi se to neke čolne, ladje ogrevalo. Koncept kot tak je dober, ampak vprašanje, po mojem mnenju, vprašanje, kako je to izvedljivo. Ne? Prvič sam iz vidika moči nekih ladij in pa letal, koliko v bistvu porabijo energije za samo operativnost. In pa drug vidik se mi pa zdi zelo pomemben ta socialni impakt, tako bi rekel. Kako ljudi prepričati, da bo šel nekdo recimo na elektrificirano letalo, ker je veliko nekih, recimo ne znam, kar se tega tiče. Kako bo človeka prepričal, da gre na letalo, brez da bi rekel nazaj, ja, kaj pa če sredi leta zmanjka baterije, gremo dol, to je to. Tako da so neke... To je začudujoče, mislim, to se človek lahko samo čudi, ne? Mislim, da se take dileme pojavljajo. Ja, lahko se čudim, ampak mislim, to so take realne dileme. Pač. Ljudje imajo svoje strahove in veliko se poraja kritik se glede teh baterij. Veliko je nekih zagovornikov tega, da zakaj bi pa uporabljal baterijo, s katero imam 500 km dosega, če pa lahko imam avto na dizel pa naredim 900 km dosega. Ampak to je, se mi zdi, da čisto en tak mindset vsakega posameznika, da bo pač bolj gledal na svojo lastno korist oziroma udobje, ali pa bo pač nekako preklopil v te miselnosti pa bo rekel, ok, mogoče pa na podlagi tega pač imam manjši domet, bo treba večkrat polniti, pa naredimo pač nekaj za okolje v tej smeri. To me zanima, zakaj se recimo ravno te dileme, ne? Baterija pa ta goriva, ne? Klasična, da se ta dilema tudi pri teh raziskovalcih, intelektualcih pojavlja, ki naj bi pogojno rečeno bili bolj informirani ali pa lažje razumejo to. Iskreno povedano, v tej naši sferi, sploh kar so te ekipe, ki delamo na baterijah, moram reči, da nisem slišal neke take skepse, da bi pač recimo dejansko znanstveniki dvomili o tem, so baterije oziroma nadaljnji razvoj in uporaba baterij, a je pač izvedljiva oziroma če je to prihodnost. Ne? Mislim, da se kar v celoti strinjamo, da to je neka pot, ki smo jo in mi kot raziskovalci in pač Evropska unija začrtala in po tej poti pač gremo, ker verjamemo, da je to izvedljivo in da bo to funkcioniralo. Mogoče so bili vsaj prvotni načrti malo preveč ambiciozno zastavljeni, torej čisto ukinitev teh motorjev z notranjim izgorevanjem do leta 2030 ali 2035, kar smo si zastavili, to smo zdaj videli, da pač mogoče ne bo šlo tako enostavno, tako so si zamislili in se zdaj tudi malo vlečejo nazaj, ampak mi, ki delamo na tem, vsem verjamemo, da je pač elektrifikacija prihodnost.
Ja, in morate biti kar dosti glasni, mislim, kar je. Tudi in prepričljivi. In prepričljivi, seveda. Veste, kaj zanima me še nekaj, ne? Zdaj je toliko dilem okrog tega, kako recimo te nove tehnologije bodo olajšale vaše delo. Koliko ta umetna inteligenca, ne, predvsem, koliko recimo znanstvenik stopa v to polje, neobremenjen in seveda se lahko poslužuje tistega, kar mu seveda tako rekoč mesečno prinaša neke novosti. Umetna inteligenca, jaz sem čist za, meni se to ena super zadeva, ki res olajša stvari, ampak je treba vseeno imeti v ozadju dovolj znanja, ogromno znanja, da znaš pač izluščiti, kaj je tisto, kar je res relevantno. Torej, če ti umetna inteligenca res predlaga neke relevantne, uporabne podatke. Čisto konkretno, na primeru recimo proizvodnje baterij, obstaja na tisoče, če bi rekel celo milijone nekih različnih formulacij, kompozicij materialov, kako se doda ene komponente, druge, potem tretje, to so seveda več komponentni sistemi, potem razne parametrizacije samih mašin. In to je en tak ogromen database, ki recimo za enega raziskovalca, ki je nov v tem, ki se spušča v proizvodnjo oziroma pripravo baterij, mu lahko umetna inteligenca s tem seveda ogromno pomaga. Katere so neke formulacije, ki so uporabne, ki je znano, da po njih dobiš nek dober produkt, da v bistvu ne zapravljaš časa z nekim tem, čisto rečeno, trial and error stvarmi. Tako da iz tega vidika se meni to zdi super, ampak tako pravim, je še vseeno treba imeti veliko znanja, da veš, kdaj te tudi umetna inteligenca lahko malo naheca. Ja, Andrej, Luka, kakšno je vaše mnenje? Ja, če smem. Jaz bom tako rekel, umetna inteligenca, vsaj v področju, iz katerega jaz prihajam, je v bistvu že dolgo časa prisotna. Torej, pri nas na teoretičnem odseku je v bistvu bil, bom rekel, kar en od začetkov v Sloveniji uporabe tega za kemijske, bom rekel, izzive. Mogoče se spomnite profesorja Jureta Zupana, ki je takrat, ko je bil še profesor Hadži, začel s tem področjem in recimo že v 90-ih napisal knjigo, torej Neural Networks for Chemists, torej nevronske mreže za kemike, ki je šla v tej založbi Wiley in je bila v bistvu, preden je bil, bom rekel, umetna inteligenca popularna, so bile tule že raziskave. To pomeni, vsaj na področju recimo našega raziskav, to pomeni recimo napovedovanja lastnosti različnih molekul ali pa boljše obdelave rezultatov simulacij, je preprost, umetna inteligenca lahko naredi nekaj, kar v bistvu človek ne more, toliko velikega števila podatkov lahko pač obdela in da rešitve, ki jih brez tega praktično ne mogoče dobiti. Je pa res, tako kot je kolega rekel, tukaj je ta strokovnost nujna za interpretacijo teh podatkov. Dostikrat imamo mi mogoče že določeno idejo, kaj ne bi pa šlo ven, pa potem pride mogoče še kakšna dodatna ideja, ki jo lahko vključimo ali še poudari pravilnost tega, kar smo mislili, ali nas pa v drugo smer. Tako da jaz predvsem danes, ko so močnejši računalniki, pa večje baze, na katerih se te sistemi učijo, je to zagotovo uporabno. Torej zato, da se večja količina podatkov lahko analizira, pa da se dobi več izhodišč, ki se jih potem lahko obdela. Tako da to bo zagotovo eno novo močno orodje za učinkovitejše raziskave. Ki bo na nek način vse tako pravijo, definirano tudi to stoletje, 21. recimo, ali pa naslednja desetletja. Tako. Ja, meni se je zdela zanimiva misel, ki bo sicer malo izven znanosti, je, da recimo da nekateri mladi, včasih se je iskalo podatke z googlanjem, Dostikrat zdaj veliko ljudi ne išče več podatkov z googlanjem, ampak z uporabo teh jezikovnih modelov, kot je ta ChatGPT oziroma ta zdaj japonski, kitajski DeepSeek. Torej,
morda bo spremenil paradigme, kako iščemo podatke. Sam konec koncev, včasih smo jih iskali po knjižnicah. Torej, bilo treba fizično iti, poiskati na kartico, ključne besede. Tako da, verjetno ima vsak tak sistem svoje prednosti pa slabosti, ampak ja, je pa bistveno hitrejši. In tudi omogoča doseg veliko večjih podatkov, pa mogoče hitrejšo interpretacijo. Ker recimo tudi za samimi iskalniki za določene podatke je mogoče fajn, da je neka obdelava, ki jo umetna inteligenca omogoča za te podatke. Prihranek časa je recimo za nas raziskovalce Ni- najbrž, ne? Tako. Ni samo enega, bom rekel tako, ni samo plus ali pa samo minus, ne moramo reči, da je vedno učinkovita, ker je še zmeraj treba imeti zelo veliko znanja, ker drugače lahko tudi sprejmeš za pravilno napačno rešitev. Je pa pamet, ne? Mislim, da znaš Ja. podatke ovrednotiti. Ja, ker Gauss je vedno Gauss, ne? V vsakem primeru. Luka, Ja, hvala. Jaz bi dodal, da v bistvu se zelo strinjam s vsem, kar sta povedala, ampak v bistvu imamo te velike jezikovne modele, pa pol tudi nevronske mreže ali pa strojno učenje, ki ga uporabljamo. V bistvu kar zdaj, to ni zdaj novo tok, ampak kar omogoča neko strojno učenje, je, da lahko mi obdelamo več podatkov, kot bi jih v bistvu lahko drugače sami. Ampak zdi se mi pa, da tle pa pol zelo bistveno, da te podatke, ki jih pa dajemo računalniku, da nam pomaga, morajo biti pa res natančni in točni in tako naprej, ker drugače, če niso, bomo v bistvu tudi dobili ven nekaj, ki ni uporabno. Tako da to je nek vidik, ki ga najbolj vidim, kar se pa tiče jezikovnih modelov, pa ja, treba iti naprej s časom, pa uporabljati, pa se pomagati. Ampak, nekako to znanje, pa modrost, pa tako naprej, to je treba ohraniti, ker to je mogoče, to kritično razmišljanje je ključno, da lahko to pol tudi učinkovito uporabljaš, ker drugače ti ne pomaga, drugače v bistvu delaš samo napake. Ker ta jezikovni model, se lahko nauči na nekem zapisu iz interneta, ki ni glih mogoče točen, in potem ti to lahko ve, zdaj pa če pa ti nisi kritičen, pa da nimaš že izkušenj iz tega področja. pa tudi znanje najbrž. Izkušnje znanje, pol ne bo šlo. Torej, moraš res biti še toliko bolj pri stvari pozoren in pol je pa to res uporabno. Tako da. Če bi lahko še jaz tukaj samo Ja, primer povedano, ker smo imeli mi v naši skupini, ko ta ChatGPT dejansko prišel ven, ko so vsi začeli se s tem ukvarjati, smo rekli, dajmo mi to malo sprobati, pa da vidimo, koliko je to res uporabno. In smo mu rekli, če lahko napiše nek povzetek neke tematike, vezano na baterije. In je on sicer povzetek super, slogovno, jezikovno oblikovano, tudi tematsko super, ampak smo pol ugotovili, da bo on v bistvu si kar zmislil neke reference. Torej, viri so bili kar zmišljeni. En kolega, ko je bilo tako bolj nišno področje, kolega, ki je na tem delu, se mu je videl neke v bistvu vire zelo dobrih revij in je rekel, čakaj, mislim, tole je pa novo za mene. In je pol ugotovil, da se v bistvu 3/4 virov je bilo izmišljenih. Tako da to je ta vidik, ko jaz pravim, da vsem treba poznati svoje področje, imeti to strokovno znanje, da veš, a je to, kar ti jezikovni modeli servirajo, res neko dejstvo, ali to sam nekaj, kar je on izoblikoval, da je prišlo ven, pa v bistvu sploh nima veze z realnostjo.